Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na vprašanje gospe, zakaj pri njej mišični test ne deluje, ker ima nespečnost in poleg tega prav se sproščam, sprostim in nikakor moje telo ne sodeluje in tudi ne zmorem počistiti nespečnosti. No in zdaj prva stvar, pojdimo najprej na mišični test resnice. Mišični test resnice ne more delovati takrat, ko imamo 3 podzavestna prepričanja in to je: prvi, sebi ne smem zaupati, ker enkrat bo šlo na svoje ime, boste šli naprej, drugič nazaj, tretjič vas bo kar okrog zanašal in dajte najprej narediti zdravilno molitev dekodiranja in počistite prav to: sebi ne smem zaupati. Se pravi, kaj naredite? Na pomoč kličemo se svetle sile, vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s tem, da sebi ne smem zaupati. Potem pa vdihnete skozi nos, izdihnete skozi usta in si zraven ponovite: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Potem si usmerite roke v klunček in na vsakem delu, to so ta 4 energijska središča, ponovite: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In na to, tretja je ključnega pomena, zato da sebe vizualizirate že na končnem rezultatu. In če je v bistvu vaš ključni problem, da ne morete spati, sebe vidite, kako ste spočiti, kako ste srečni, kako zjutraj zadovoljno vstanete. Moč kreacije imamo čisto vsi v sebi in dejstvo je, da bolj kot to razmišljam, bolj to kreiram. Ker, jaz pa v bistvu, če bom pa vsakič, ko grem spat, pa tisto: spet ne bom mogla zaspati. Ta veliki duh ali pa naša podzavest naredi: tvoja misel je zame ukaz, noče spati, pa je problem rešen. Drug tak program je: vse moram imeti pod kontrolo. Se pravi, jaz moram imeti vse pod kontrolo in nikomur ne smem zaupati, se pravi, sebi ne smem zaupati, vse moram imeti pod kontrolo. Tukaj noter, to imate v knjigi, ko imajo duše žur, tukaj noter imate prav te 3 zadeve, kaj je treba narediti, da mišični test začne delovati. Se pravi, drugo, počistite tudi to, da sebi ne smem zaupati, vse moram imeti pod kontrolo. Zdaj pa samo, da za ta tretjega pogledam. Ta tretji pa je, čakajte, sem mečkan, potrebo imam potem, da sama sebi lažem. Lahko mogoče bojim se resnice. In potrebo imam po samo sabotaži. To najdete na strani 33 v knjigi, ko imajo duše žur. In najprej dajte to počistiti. Se pravi, če vaše telo ne želi sodelovati z mišičnim testom, dajte narediti za vsako izmed teh stvari posebej zdravilno molitev dekodiranja. Najprej to počistite in potem zdaj to, kar mi gre skozi možgane. Zdaj se boste smejali. In če še vedno vaše telo ne sodeluje, popijte enega takratga, da se boste lažje sprostili, pač en viski popijte, zato ker očitno ste tako močno obremenjeni s kontrolo, da rabite nekaj, da vam bo ta zavestni majčkeno sprostil. Lahko si pa tudi vzemite to smolo od konoplje, ki ravno tako sprosti. Rabite očitno nekaj, da vas sprosti. In vidite, da mogoče imate pogoste glavobole, migrenske glavobole, mogoče ne morete spati kot ta gospa in strah pred bodočnostjo. In tukaj noter, glejte, to je toliko strahov, ki so nekje v vašem polju in nekaj boste mogli narediti, da utišate ta ki se mu vrti, da pridete lahko sploh do tega, da slišite sebe. Najprej sebe, da slišite utrip svojega srca, da občutite, kako se pa jaz zdajle počutim. A je meni zdajle dobro? A veste, da zaznaš sploh svoja čustva, da ni, da ste že noter v nekem
živem blatu in zaznate, da ste v živem blatu, ko ne morete več dihati. Vem, kako to izgleda, tam sem bila. Ker nisem zaznavala, kdaj ljudje prekoračijo moje meje, in ko sem bila že do tukaj, ker nisem več mogla dihati, ko je nekdo planil po moji energiji, sem tudi povzdignila glas ali pa tako ostro naredila reze, in tudi v bistvu moji otroci so mi rekli: mami, pa ne moreš na ta način. Ja, zato ker v štartu nisem zapeljala pravilno, ker sem imela, a ne, ta program, moram ugajati vsem, moram poskrbeti, da so vsi srečni okrog mene, ja, za mene pa že še dober. Tako da res za vse tiste, ki imate težave s tem, da se ne morete sprostiti, vem, da se mogoče smejete, ampak dajte poskusiti, in zdaj boste rekli: Minka je rekla, zdaj bom pa alkoholik postala, ja, Minka je kriva. Ne, gre se za to, da sprostite svoj zavestni in druga stvar, glejte, konoplja je dokazano, da zdravi. Ampak zakaj zdravi? Ja, ima v sebi sestavine, ki zdravijo. V osnovi pa utiša ta zavestni ki je ves čas dejaven in te toliko sprosti, da lahko potem deluje samo zdravljenje odzadaj. Ker dokler si ti v strahu in je ves čas, se moram imeti pod kontrolo, kaj če umrem, kaj če se mi to zgodi, kaj če to ves čas vrti, se dejansko tvoje telo počuti, kot da je ves čas v stresu in je ves čas napadeno, in ko je ves čas napadeno, enostavno ne more priti do samozdravljenja. Tako da za vse tiste, ki vaše telo noče sodelovati s tem mišičnim testom, dajte enostavno narediti najprej meditacijo za vse te težave. Potem, ko boste pa to naredili, pa pejte naprej preverjati, se pravi, moje težave z nespečnostjo, in greste preverjati. Lahko točno po tej knjigi greste preverjati, po vseh tih avtoimunih obolenjih. Strah me je lastnih jeznih izbruhov. Potrebo imam po perfekcionizmu. Potrebo imam po tem, da drugim služim. Občutim krivdo, če sem drugim v breme. In tako naprej. Tako da v bistvu lahko sami preverite in greste delati meditacijo. Eno težavo, pa eno težavo, pa eno težavo. Ker vem, ta gospa recimo hoče spati in dela vedno za nespečnost. Ampak mogoče pa njena nespečnost vzrok v neki globoki žalosti in je program zadaj: nihče me ne mara, nikomur ni mar zame. In je v bistvu zadaj neka globoka žalost, ki povzroča kronični stres, in zaradi kroničnega stresa ona ne zmore spati, se umiriti, da bi lahko zaspala. Glejte, te stvari so zanimive, podzavest je zanimivo polje. Naša zavest je samo delček tega na vrhu, kot ledena gora, vse ostalo je od spodaj. In to polje, kar je od spodaj, glejte, začnite ga raziskovati. Sigurno mišični test je ena odlično orodje, da lahko prideš do svoje podzavesti, da sploh veš, kaj se skriva tam, in ker tisto je pa v bistvu ta podzavest vpliva na to, kako naše življenje teče. Tako da res vas povabim, začnite delati po knjigi, Ko imajo duše žur, in naj vas še povabim, od ponedeljka naprej imam na spletni strani možnost oddati prenaročila za knjigo Ko imajo čakre žur. Je že tik pred tiskarno, no, približno računam, da v enem mesecu bo knjiga zunaj, tako da če koga pokliče naslednje moje delo, Ko imajo čakre žur, točno vsi ti programi, ki motijo delovanje podzavesti, so notri, vas povabim, oddajte prenaročilo in boste knjigo dobili takoj, ko pride iz tiskarne. Tako da uživajte in naj pri vsem tem, kar delate, vas podpirajo vse svetle sile. Pojdimo zdaj še pogledati karte prehoda v novo dobo, kaj vam sporoča stvarstvo za vse tiste, ki želite korak naprej, ki veste, da je nekaj treba spremeniti in enostavno ne najdete ta prave poti. Kaj je tisto, kar vam sporočajo vaši angeli in vaši vodniki? Da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo. Stvarstvo vam sporoča: dovolite si čutiti vaša najgloblja čustva. Dovoljujem si čutiti svoja resnična čustva. Moja duša se čisti.
Naslednja je prišla radost. Veselim se vsakega dne, dovoljujem, da ustvarjalna energija napolni mojega duha. Majčkeno več igrivosti v svoje življenje in kristali. Mogoče je čas, da pokličete na pomoč kakšen kristal ali pa da začnete piti kristalno vodo. Če se boste odločili za kristalno vodo, pri meni dobite kristale, ki so za podporo čakram. In dejstvo je, da kristali so tisti, ki nam pomagajo dvigovati vibracijo, zato ker vaša zavest se širi in dviga na višjo raven. In očitno rabite majčkeno pomoči, tudi s pomočjo kristalov se boste lažje umirili. Tako da jaz vam recimo tukaj, to je roževec. Roževec je za osebno zaščito in roževec je za več srčne energije, predvsem pa veča. To je kamen, ki je povezan s čakro tretjega očesa, se pravi veča, širi pogled in pomaga pri aktivaciji tretjega očesa. Tako da, ja, za vse vas, ki ste na poti iskanja resnice, dovolite si čutiti. In to je tudi odgovor, zakaj mišični test ne deluje. Ker mogoče vas je strah svoje resnice. Tako da uživajte in naj vas pri vsem, kar delate, podpira Božji blagoslov.